Drage dame in gospodje, dobrodošli v novi epizodi Zasliševalnice. V decembrski izdaji imam tukaj prav posebno gostjo, spet en mlad talent, poleg Žigelina Hočevarja, Jake Remca, Žbeta Kolinško se je klele pridružila ena punca in to ni kar ena, je večkratna evropska prvakinja v olimpijskem krosu, večkratna državna prvakinja v olimpijskem krosu in na cesti mende, številka 1 v UCI lestvici med mountainbike med mladinkami in pa valjda alfa in omega slovenske cross-country scene in še mnogo več. Drage dame in gospodje, z mano je Maruša Tereza Šerkezi! Veselo v Kamniki urno naprej, v lepe planine odhajam juhej. Zaupam veselo, pozabim skrbi, vedno srce tja nazaj si želim. Eno petko. Maruška, kako skaj? Pa v redu bo. Moj nekak stal je tak, da te sprašujem kot fan. Prvo greva čez nekaj te kratka vprašanja, pa greva direkt malo vate, da te spoznamo, da te jaz spoznam. Jaz o tebi preberem samo dosti površinsko, kar se tiče mountainbike novic, ampak valjda kot fana me pa zanima, kako si sploh prišla do kolesa in tako naprej. Ampak če se strinjaš, kar začneva, je prav? Prav. Ok, predstav se fanom, pa meni, kdo si, koliko si stara, od kje prihajaš? Ok, sem Maruša Tereza Šerkezi, prihajam iz Kamnika, stara sem 17 let, pa ja, treniram gorsko kolesarstvo. Hudo. Ne vej, kaj Maruša Tereza najraje takole? Pa jaz bi rekla tako domačo hrano, ampak najraž od vsega imam pa gratinirane palačinke s skuto. Gratinirane palačinke s skuto. No, tega še nismo imeli. Kje se najboljše gratinirane palačinke je? Doma. Doma? Ja. Pa točno veš, kdo ti pripravi in kaj ti da not? Moj oči, kaj da not pa ne vem. Kaj, je to pa skrivnost? Ja. Hudo. Ok, pohvale oči. Kaj ti najraje piješ? Kje je najljubša pijača? Ja ne vem, kažem sok ali pa CD-vita. CD-vita ti je, a? Ja. V redu, veliko kaj elektrolitov. Ja. Hudo. Najboljši nasvet, ki si ga prejela v tem svojem življenju kratkem? Da vztrajaj ne glede na kaj ti stoji na poti, da greš čez, premagaš ovire in greš proti svojim ciljem. Odlično. Kaj je pa ena stvar, ki ti ne maraš, kaj ne preneseš? Neiskrenost. Neiskrenost? Ja. Dobra. In ko se takole voziš, kot predvidevam, da kot taki resni tekmovalki imaš veliko poti po svetu, ne? Katero glasbo si najraje zavrtiš v avtu? Pa drugače čisto odvisno od muda, ampak recimo pred samo tekmo imam ful tako neko ali rap, ali Metallica ali neki. A res? Ja. Hudo. Včasih pa tako zjutraj sedim na vlaku, pa grem pro šoli, so pa tako set muske. Set muske? Ja, tako da ja? čisto odvisno. Zaštartaš dan, kaj veš, kam greš. Ne? Ja. Ok, hudo. Da jim pa povej še tole. Če se nekega dne zbudiš z 1 milijonom evrov na tvoji kartici, kako bi ti to zdaj porabila? Ok. Verjeten bi kupila kakšen apartma, tja, kamor mi hodimo recimo na priprave. Hudo. Pol bi kakšen še dodaten kolo, čeprav to itak zdaj dobim, ampak ok. Bravo. Ja. Ja, ne vem, to je vse po moje velika, ne. Če smem vprašati, kako te na priprave, kje je ta kraj? Ja, zdaj letos pa lansko let smo šli v Livin na višinske priprave. Potem letos gremo na Malorko z januarja. Smo bili pa letos na Gran Canariji. In če kle to zdaj te kraj povzameš, ker ti je najljubši, kje boš, a boš imela več apartmajev? Ja. Edin pravilno odgovor, bravo. Ampak no, če greva gledati, kjer je najljubši kraj, kam se najraje vrneš od teh? Drugače Livin, ja. Ampak letos smo bili na svetovnem prvenstvu v Andori. Ja. In je bilo ful dobro. Lepa država, ne? Jaz sem bil enkrat tam na svetovnem pokalu, res hudo. Ja, res. No, ful je prelazov in vsega in je res dobro. Top. Zaupi nam še tvoj najljubši letni čas. Jaz bi rekla poletje. Poletje? Ja. Ja, ker se vse dogaja takrat. Ja, tako glavne tekme so, ne rabiš dati nase 5 slojev za kolo, pač sam greš tako v 10 minutah si oblečen in greš na kolo. Pa tako se mi zdi, da boljš prenašam vročino, kot pa mraz. Ja, čeprav
tudi v mrazu mi gre kar v redu. Pa tudi moraš borbati v mrazu, a ne? Ja. Ok, jaz mislim, da se s temi kratkimi vprašanji zaključila. Zdaj greva pa v jedro Maruše Tereze. In dajva začeti kar na začetku, če se strinjaš. Daj povej nam, kakšno je bilo tvoje otroštvo? Kako se to spominjaš? Ja, bilo je lepo. Ful je bilo, mislim, športno, v smislu, ful smo delali različne športe, ker moja starša sta, mami je bila gorska tegačica, oči tako v alpinizmu, tako da smo veliko, ne vem, plezali, kolesarili, tekali, tako da je bilo polno vsega. Ampak ja, pol se je nekako vse skupaj kolesarstvo. Pri katerih letih bi rekla, da si spoznala kolo? Drugače tako, da sem začela trenirati, jaz sem začela pri Calcitu trenirati, prvi klub, je bilo tako, pri 11 letih. Pri 11 ja, letih? Prva tekma je bila v 13 prvo leto, torej ja, 11 isto. Ampak smo pa že prej tako z družino hodili na kakšne turse, ampak čisto. Hudo, pa preden zajadrava res v mountain bike, je današnji kor pogovora. Greva gledati, kaj so bili pa ostali športi, se pravi tek? Tek, plezanje sem tako 2 leti, plavanje sem 1 leto. A res? Pol sem neki ples, ampak to je bilo tako, recimo neki. In če bi mogla poleg mountain bike izbrati še en šport, ki ti res paše, je pa kaj? Ja, drugače mi je triatlon všeč. Resno? Ali pa tek na smučeh. To so sami fizično naporni športi. Se rada malo matraš. Ja. Ja? Ej, hudo, ampak nič od tega pa še nisi, si se kdaj sprobala v čem tem? Tek na smučeh pač ja, ampak tako, ne vem, enkrat na leto, nič kaj več. Triatlon pa je tak, plavanje, tek. Tečem ful rada, pa tudi veliko vključujemo v trening. Ja? Kolo pa je tak. Ja. Ok, se pravi, družina si veliko lesarila, športno naravnana družina, si edinka, imaš še kakšno sestro? Ne, imam še starejšo sestro, 4 leta, ja? Pa moj mlajši brat 2 leti mlajši. A bi rekla, da ti klej stopaš po športnosti, ali so vsi enako nabriti skoraj kot ti? Ja, po rezultatih izstopam, ampak pa tudi tako, kar se tiče tako profesionalnosti. Moja sestra sicer veliko hodi v hribe pa to, ampak je bolj hobi. Moj mlajši Jože, ki je pa 2 leti mlajši, je pa zdaj še sicer bolj tako, še ne ve točno, kaj bi. A še ne ve točno? Ja, isto kolesar, ampak še ni čisto, no. A bi, ali ne bi. Prepričan? Ja. A pa ga ki silaš, da je pridbo skup. A bi ti bilo kul, da bi imela še brata na tekmah tako bolj? Jaz ga drugače ful silam, da bi šel z mano. Ampak lih danes smo imeli pogovor, on noče. Mislim, on nima časa, ampak poločas ga prepričam in greva skup. Mislim, se gre tudi na tekme pa vse, ampak on se mi zdi, da je bolj za uživanje. Tako. Ni pa nič tega mogoče, da bi občutila, da ga moti, da si hitrejša kot on. Kot punca. Ej, hudo, se pravi, 11 let si začela tekmovati. Ja. Kako, a je bila ta pot do tekem? Ja. Je bil kar avtomatski preskok? A je bil staršek povezan s tem, da bi s tekmovalno orientiranim mountain bikom ali samo rekreativno zaenkrat? Drugače moji so bili ful bolj rekreativno, da bi bila. Ne, mogoče so vedeli, kaj je to vstopati v profesionalni šport. So bili tako na začetku, dajmo malo počakati, da ti dobiš malo izkušnje tudi s tehniko, pa to pa 5 pol na tekmo. Tako da dejansko tudi moja prva tekma sem odpeljala 2 kroga, pa se mi je pa menjalnik zlomil. Se prav še spomniš? Ja, prav spomnim se. Ej, ampak, ko si, naprimer, si pa šla najprej pred tekmo v Calcici, rekla. Ja, in ste tam delali neke te treninge in si se tam tudi malo bolj zaljubila še v to. Ja, 2-krat tedensko smo imeli po 1 uro pa pol. Smo šli pa vmes tako, jaz sem šla, ne vem, še pol enkrat, 2-krat na teden. Kako ti je pa bilo, kako se pa spomniš te začetka, kako so bile prve dirke zate? Ker naprimer, meni so bile moje na downhillu zelo kaotične, da reč. Jaz sem prvo leto, sem po moje vsako tekmo nekaj imela. Vem, da sem imela prvo, sem zlomila menjalnik, sem imela DNF. Pol ful sem padla, vem, da sem na eni ročko zlomila, pa sem imela isto DNF. Ne, sem en krog pol tekla do konca. Tako da skozi je bilo neki, ampak zdi se pa tudi tako ful umira. Dejansko sem imela letos, potrkam, en DNF. Ne, nisem imela, sam prebito zračnico sem imela. Še voža zračnico? Ne, to zadnjo kolo, sem imela prebit in sem glavno pol en krog
pripeljala s prazno zadnjo, ampak sem imela tisto, ki imaš noter za zaščito. Ja, kažem kaškor. Ja. The best. In da mi povej, a je bila ta pot zate že od začetka tako, mislim, lahka, da si že takoj vedela, da sem kar v ospredju, ali si se mogla pa boriti, pa usvajati vse to toliko bolj? Jaz sem bila na začetku dosti v zadnji, tudi tako časovno. Tako da ampak sem že tako v prvem letu bolj proti koncu tekme. Vem, da sem bila že na zadnjih 2 tekmah pol druga od Slovenk. Ne, prva od Slovenk, pa druga skupno, ki je bila ena Hrvatica. Ja. Ampak sem pa tako skozi počas prihajala naprej. Tudi recimo pol naslednje let imamo zelo, ker sta eno leto mlajši od mene, 2 močni tekmovalki. Sem bila recimo skozi tretja. Ni šans, da sem jo prehitela. Pol je pa tako naenkrat prišel preskok, bi rekla tam zadnjem letu 15. Pol je pa šlo naprej. Ja. Kaj misliš, da se je v tem času res pri tebi odvil, da je pol tudi do rezultatov prišlo? Ja, jaz sem bolj tako sistematično začela trenirati, tako da sem imela tudi plan, ki so nam ga pisali v Calcitu, sem pol trenirala. Pa mislim, da je bil let korona. Aha. In jaz pa moj brat sva trenirala, smo imeli čas. Tako da po mojem je bilo tudi kaj zaradi tega, ker smo imeli več časa. In takrat se je pol šele začelo v bistvu konstantno treniranje. Ko smo pa lih pri tej tematiki, zdaj jaz mogoče opažam, da je mladini marsikaj preveč prenešen hriti in potem sami nimajo te želje po neki zmagi oziroma da so čim boljši. Zdaj gre na tekmo, vidi mogoče, da ni toliko dober, kot je prvotno mislila, pa sem govoril, da je. In pa ga kar vse mine. Ti, na primer, si rekla, da isto, si štatala, nisi bila ta najboljša. In ti si imela ta ogenj v sebi, da hočeš priti gor. Kaj nekomu predlagaš, mlajšemu ali pa tvojih let, ki vstopa v ta šport in ga že mineva, ker na prvih dirkah ni tam, kaj misli, da bo? Ja, jaz bi prvo rekla pač, da naj vztraja. Če mu je nekaj všeč, ne glede na rezultat, ker itak, če ti je nekaj všeč, delaš zato, ker pač to rad delaš in pač rezultati pol pridejo zraven. Tako da jaz bi sama pač rekla, da vztrajaš, pa logično, da na prvih teh tekmah, če si na novo, pač ne bo še nekaj. Najverjetneje res ne. Razen, če si, ne vem, že doma prej pripravil se. Se pravi, vztrajnost. Ja? A te je pa kdaj na tej poti, če se pogledaš, a si imela ti kdaj kakšne pomisleke vase? Ali je ta pot samo peljala? Da je imela prav drugače pomisleke, ne. Nekako sem tako bila vedno prepričana vase v tem, da sem dobro trenirala, pa da sem pač dobra. Tako da prav pomislekov nisem imela. Mislim, so bili tako čisto kratki na kakšni tekmi včasih, kaj pač nisem dobro trenirala pa neki, ampak da bi pa prav tako dvomila dlje časa, pa ne. Pa ne. Ni bilo tako, da naprimer, cela sezona nekih mehaničnih okvar ni bilo na koncu tako, da bi rekla, jaz sem to pustila, vrglam kolo, grabam pa grem. Ne, meni je pa pol na koncu kar smešano. A te je pa smešano? Tako da jaz se nisem polno, da bi tako smešano mi je bilo. Denar pa hlepine v tem športu, tako le, se... Ja. Financ ministri morajo biti močni od zadaj, se pravi, brez podpore staršev najverjetneje ne bi šlo. Ne bi šlo, ne. A si imela že na začetku hud baj, ker si začela z neko kripo? Kako se spominjaš prvega kolesa? Jaz sem imela, v glavnem moj prvi kolo, torej, ko sem šla na prvo tekmo, jaz sem imela še v spredi 3 prestave, pa na to sem imela. Na grip shift? Ja, pa sem pa to vse zlomila. Tako da sem imela pol razlog, da sem meni to zamenjala. Ampak jaz sem imela aluminija, tako ful težkega, čisto osnovan kolo. Ja. Pa sem pa, medtem, ko so imeli ostali, so imeli pa živne, te hude za ne vem koliko, pa ful lahke pa vse. Pol pa recimo sem bila tudi edina, ker recimo sem naslednje let vozila na trdi vilci v spredi, za tehniko in za vse to. Prav na trdi vilci za spredi? Ja. Boga zapestja se pravi. Ja. Ampak pa sem se že navadila na koncu, tako da je bilo v redu. Ampak mi je ful pomagal pol za naprej. Čigava ideja je bila to? Od očija. Ja? Ja. In je imel prav očet, ko pogledaš nazaj? Ja. Hudo, se pravi, si dobila ta smooth style vožnje. Ja. Ko si, se pravi, se upeljavala v ta olimpijski kros, kaj je bilo, če zdaj za nazaj pogledaš, najtežji usvojiti? A ti je bilo težje usvojiti kondicijski del ali tehnični del? Tehniko. Tehniko? Ja.
S kom si to največ pol trenirala? Kako si se spravila k temu? Ker naprimer, če ti kakšna stvar, to bo itak pol še prišla od teh treningov, pa to, ker ti kakšna stvar ne diši, jaz se kdaj res težko spravim, ampak kdaj pač moraš. Ja. Drugač, na začetku smo dosti sami, zdaj pa že 2 leti sodelujem z Žigo Pandurjem. S Pandurjem? Ja. Pandur je boss. Ja. Res je hud. Pač delava na tehniki. Letos sem prvič bila na downhill kolesu, sva delala v glavnem tehniko, zato da sem dobila ta flow. Prav na downhillu si Ja. bila. Pa je bil sposojen kolo, imaš prav še downhill kolo v garaži. Ne, prav downhill kolo sem imela. Prav svoj. Prav svoj in Ja. ga imaš še. Zdaj smo, ja. Okay, ja. Ok, imaš še. Kako hudo! Kar v downhill, da bi šla pa na kakšno, ok, tako, a bi šla na kakšno drugo disciplino kdaj probat? Je zdaj vse toliko v špica že v cross country usmerjen, Ja, da. Ampak prej pa nikoli nisem imela pomisleke tako, cross country, nekako se me unifajn tam oči. Zakaj jaz ne moram tam iz sedežnico gor? Pa drugač, ne, jaz že od nekdaj ful rada vozim. Meni je v klanc boljš voziti kot navzdol. Ok, In jaz sem imela drugačno z navzdol vedno probleme. ja. In smo mogli ful delati, ker sem imela tako strah, pa ne, jaz tako recimo bolj na občutek vozim in je pol čas malo počasnejši, ampak pol, ko naštudiram linijo, ful lepo vozim. In je bilo recimo, ko sem z ostalimi sovrstniki vozila, so recimo oni ful tako na silo pa vse, a ne. In se je tle ful naredila razlika, ampak ja, jaz rajš navzgor. No, zgor voziš. Ja. Zdaj pa, da ne bo prehitro šla do tega top nivoja, mi povej, se pravi, iz Kalcita, Ja. če jaz prav vem, si šla v rajd. To je bilo po koliko cajta? Se pravi, koliko cajta si bila ti v Kalcitu? Ene 4 leta. 4 leta? Ja. Pa si šla pa v rajd. Razlog menjave je bil v čem? Ja, preprosto, da so bili boljši pogoji, več so nam vsem ponudili suporta. Kljub temu, da rajd je vedno bil znan po mogoče gravitacijsko usmerjenih disciplinah, cross country je bil pa rajdu kar na novo. Ja, to z nami so začeli v bistvu, kakor to neko razvojno žensko ekipo. Ja. So bile na začetku 2, ja, pošla pa ena ven, je nehala, pa so bile, zdaj sva še vedno 2 v glavnem. Tako da v bistvu so z nami začeli, ampak ja, pač skozi te 2 leti so vse ful pomagali, šli na roko, tako da je bilo res. Je bila razlika Ja, očitna, ja. se pravi tam. In Ja. potem vmes, se pravi, je bila že pri Kalcitu pomoč očeta, pa mame, kar se tehnike pa tega nutricionistike tiče. Drugače ne, tam še ne. sem bila še tako bolj kakor hobi, ali kako bi rekla. Pol pa dejansko, ko sem šla v rajd, se je pa tako vse začelo. Vse začelo. Razvijati, ja. Pa ta ste imeli tudi enega drugega trenerja, ne? A v Kalcitu? Ja, ne, v rajdu pol. Ja, v rajdu sem imela, moj prvi trener pol v rajdu je bil Simon Erjavec. Ok. Tako da mi da sem imela kakor individualen pristop. Na začetku smo bili, mislim, da 2 sva bile pri njemu, se mi zdi. Ja, zdaj pa mislim, da jih ima več. Da jih ima že več. Jaz se skozi gledam neke te storije, pa jih ima več. In zdaj, pol vmes, pa jaz vem, da je pa kaj oče prevzel to. Ja, 2 leti nazaj. 2 leti nazaj. Ja. A je bil kaj težek preskok, se pravi, vsak trener ima nek svoj način, ali ti je bilo v redu, domač človek, klega imam Meni je bilo po resnici povedano boljš. boljš? Ful lahko usklajujeva vse, se dogovarjava. Sicer ja, včasih mi je zelo na živce, ampak vse to je del. Mora biti love-hate relationship, a ne? Tako da je boljš. A pa lahko, naprimer, zdaj tako gledam, masi, a ne? Ta relacija, kle je oče, hči, a lahko vidva mogoče preklopta, ko se trenira, je drug odnos, ko se trening zaključi, sta pa drugače. A je to, je lahko preskok ali se kakšne Ja, zamere pa kdaj vlečejo? Včasih tudi. Se tudi? Ja, ampak večinoma je ono, trening je trening, pole pa ko življenje. Družinski doživi. vibe. Ja, ja, Ampak ok, stvari, da lahko preklopaš. ja. No, to je super. Kako je bilo pa, tako to enkrat upam, da je še oče na ta stav prišel, Ja. ne, ker je tudi hud kaliber. Ampak povej, oče načeloma je bolj iz alpinizma, ne? Kako je bilo pa njemu pol osvajati ta mountain bike? Ker midva sva bila skup na tečaju za turnokolesarskega vodnika, tam ga jaz poznam. Ja. In potem je čez dalje bolj upleteno tale mountain bike, a ne? Kako misliš, da je bilo njemu pol to spoznavati ta tvoj svet? Drugače jaz mislim, da je zanimiv. On je ful
študiozen tip, Ja. Ful študira, ful se poglablja. Ja. In letos sva ubrala tako čisto nove poti, nove treninge. In je bilo pač vse skupaj ful zanimivo, ful lažje se trenirati, ker ni skozi isto. Tako da jaz mislim, da mu je kar zanimiv, sicer včasih malo pojamra, da je težko vse skupaj sklejevati čez njegovo službo, Ja. ampak večinoma gre. Kako, mislim, sadovi vajnega truda pa dela so očitni, ampak da jim povej, a si imela pa mogoče, se pravi, Erjavec ne bi bil, se pravi, nek mountain bike coach, ne? A si imela pa mogoče kdaj pomislek, ali si skozi ta postopek videla, da oče dejansko dojema, da dejansko dobro sledi, da dejansko hude treninge piše, ali si imela kakšen dvom, a je to, bo to znesela, delam pravilno potezo ali ne? Drugač, mi smo šli torej tako 2 leti nazaj od Simona Erjavca, a ne? In je bila recimo, polka so bile prve tekme, sem bila jaz pred njimi ful tisto, a smo dost, kaj če ni enak, kaj če z enom dobra, kaj si bojo mogoče pol tudi ljudje mislili, ampak je že tako takoj pol. Dajva reči, da se ti zdaj lahko malo smeji. Ja. Hudo. Ej, da greva še v neko vmesno fazo, kar me pa tudi zanima. Se pravi, šola. Ja. Osnovna šola je bila kje? Jaz sem bila v Frana Albrehta. To je Kamnik. Ja. In potem si se pa vpisala najbrž na kakšno gimnazijo. Športna gimnazija Šiška. Šiška. Ja. In ti, kakšna si kot učenka? Drugač kar vesta, Ja? ampak moram biti, ker drugače ne bi izdelala. Ja? Ja. Ker, naprimer, predstavljam si, da je polka priješ na en tak nivo, smo že videli Parencu, Kalinšku in tako naprej, je težko pol že vzdrževati dobro, kvalitetno šolo, pa potem še elitni šport, a ne? Ful je težko, ja. Kolikrat na teden imaš ti zdaj treninge? Je kar 6-krat na teden. 6-krat na teden? Čas tudi pol 2 na dan. 2 na dan. Ja. Vmes pa še šola? Vmes pa Pa šola. aktivno hodiš še šolo ali ne? Ne, jaz letos hodim torej od predur, torej predura do tako 11 sem v šoli, ker več mi ne znese, ker pol grem ponavadi čez vlakom domov in sem doma ob 12. In moram zdaj v zimskem času iti takoj na trening, če hočem priti do teme nazaj. Pol pa itak, tako da ja, ne hodim. To je kar v redu. Ja, v bistvu tako, zdaj imamo tako, da sem na matematika, angleščina, slovenščina. A so ti domači rekli kakšen pogoj glede šole? Ne, zato ker se mi zdi, da nikoli ni bil problem tudi z mano. Po mojem so videli, da se trudim, da ne, tako dejansko. Dejansko ne. Ne. A nam lahko opišeš zdaj, kako izgleda ta tvoj dan? Ja. Zjutraj se zbudiš. Zjutraj se zbudim, zdaj recimo, zdaj te dni sem večinoma vstajala za preduro, tako da sem že v 5 vstala. V 5 vstaneš? Ja, Okay. sem pojedla zajtrk, šla na vlak, pol imam ponavadi še tako 20 minut hoje od vlaka do šole. Sem v šoli, grem spet nazaj na vlak, pridem domov, pojem tako neko malco, grem na trening, kosilo, učenje. To je koliko zdaj ure, ko priješ dan? Tako 12. 12 priješ Ja, dan, greš ja. na trening. Ja. Ok, učenje. Pol je pa tako učenje, cel večer, večerja in učenje spat. Ko imaš pa naprimer še drugi trening od dnevu, je pa kdaj pol? Ja, sem pa pol doma, Aha, naredim pa zjutraj kolo. ok. Ostanem normalno tako ob 7, naredim zjutraj kolo, pol imam malo pauze, pol pa recimo, ponavadi imam fitness kot drugi trening, s tem, da imam še prej tek recimo pol ure, fitness 1 uro, tako da to je pa pol bolj popoldan. Zelo natempirano življenje imate. Ja. Ok, kaj od tega, kaj je ena stvar, ki pa res ne maraš, ampak moraš? Klej pri treningu. Kaj, Maram. naprimer, jaz vem, da ko grem v gym, da ko delam noge, se mi kozla. Pač. In ga probam narediti v ponedeljek ali pa torek, da imam to na začetku tedna zagranjen, pa je pa lepš. Jaz lahko potrdim, da sovražim cel fitness. Cel fitness. Jaz sovražim ta trening, ker mi je toliko, ne vem, ful mi je, pa imam ful različne vaje pa vse, ampak mi je tako, tiste ponovitve delaš tam, kaj en... V zaprtem prostoru. Ja, ne? ful je vroče, ful je ljudi in mi je tako, ne. Tako da to je
stvar, ki jo sovražam. Če greva vse bolj v specifiko, Ja. kaj najbolj v fitnessu? Kaj najbolj sovražam? Ja, ko vidiš v trening, pa rečeš, oh moj bog, zakaj? Pa drugače, jaz imam v sklopu fitnesa imam tako ful različnih vaj, Okay. ampak ajde, najbolj sovražam ogrevanje od fitnesa. Ogrevanje, ker si neočakanega hočeš sam že čez, ali sploh. Pač ja, ker mi je tako, ne vem, vem, da se moram ful dobro ogreti, Ja. ampak tako dolg čas mi je. To si še mlada. Jaz sem bil isti Ja. in zdaj se ogrejem, ker drugače nekaj lahko trg. Res je tako. Ej, ok, se pravi, fitness praviš. Povej mi, tako le cel dan, ko grem, a kaj meraš kalorije, koliko pa ti pokuraš en dnev kalorij pol? Zdaj tako, mislim, da je, jaz imam dietetika, tako da mislim, da nam je on zmeril 2400. 2400 brez športa, torej za življenje. za življenje. Zdaj na povprečen trening pa tudi okoli 2. 2 ure. Ja, tam okoli. Tako da vse skupaj nekako tam okoli 4 ure. 4 ure. 4000, ja. A bi to rekla, da je že to 4 ure skoraj na dan pol? Ja. Predvidevam, ker si tekmovalka olimpijskega športa, moraš tudi ful paziti na prehrano. Ali tukaj ne? Drugač so zdaj ful se spremenili standardi. V kakšnem In smislu? V tem, da prihajajo na sceno tekmovalke, ki so tako zdrave. V smislu, tako da ni več, se mi zdi, unga mita v gorskem kolesarstvu, da moraš biti suh, da moraš biti underweight, torej, da si podhranjen. Ampak zdaj, ker furaš moči, ker so proge vedno bolj zahtevnejše, fule tako kratkih klancev, ker rabiš razviti moč. In so nekako se je spremenil ta trend. No. Vse načeloma to je dobro. Ja, ja. Tudi sploh za zdravje se mi zdi, ampak še vseeno, ne vem, jaz pač gledam, najbrž je specialkarstvo specifika, ampak ti si očitno državna prvakinja tudi v specialkar, v cestnem kolesarstvu, ampak neka razmerje med kilami pa mora biti, ne, pa med močjo. Tvoj optimum je kje? Ti si koliko visoka? Jaz sem 167. 167 imaš pa, na primer, ženske se ne bi sprašvali po kilogramih, ampak jaz mislim, ampak jaz imam tako drugače 53, ja? ampak ponavadi imam tako pred, ne vem, svetovnim pa to zaradi sklopa treningov malo pade. Malo pade. Od 52 do 53. Tvoj optimum nekje tam. Ja. Ampak so pa kdaj dne, mislim, še vedno moraš paziti na prehrano najbrž, ne? Lahko rečeš, gledano, sem pa pico odbila, jutro bom torto odbila, pa bom šla na lazanjo in po lazanji še ne pohan sir. Z mojim dietetikom smo zastavili cilj, da recimo, mi smo ful povečali ogljikovih hidratov. Ful. Zato te po koncu drži, ne? Ja. Jaz sem imela recimo prej nekak strah pred temi ogljikovimi hidrati, se mi zdi, da neki predsodki, ampak to mi pol je on tako vse ful dobro razložil. Tako da sem zdaj čisto v redu. Tako da smo povečali ogljikove hidrate, pa zmanjšali smo maščobe. Na čisto minimalno. Na minimum. Ja. Zdaj pa, če bo to slučajno pereča tema, mi povej, ampak načeloma bi te pa jaz skoraj vprašal. Vmes sem jaz slišal, da si imela ti tudi bolezen z anoreksijo, ne? Ja. Kako to izgleda? Ker jaz nisem imel še nobenega primera ob sebi, me pa zanima, kaj to pomeni, kako se s tem soočaš in kako si sploh izvedela, da si na tej stopnji, da to imaš. Ja, v bistvu, če to tako povzamem, to v bistvu pomeni, da če jaz na svojem primeru gledam, da 24 ur na dan razmišljaš o hrani. V smislu, da preveč ješ, koliko poješ, to je preveč. Se sekiraš za vsak vnos? Ja, skozi imaš skrbi, skozi imaš neke misli v glavi, ki ti dejansko ti lažejo v smislu, da boš preveč pojedel, da je preveč kalorično, preveč masno. In pa skozi se vidiš, da si pač debel, ko se pogledaš v ogledalo. Čeprav nisi, imaš ti v glavi, da si. Jaz dejansko na svoji najnižji teži sem se videla tako najbolj debelo. Koliko je najnižja teža, ki si dosegla, lahko to poveš? Ja, mislim, da je bilo okoli 40. 40 kg. Ja.
Ja. To je bilo koliko let nazaj? To je bilo po moji prvi zmagi na Evropskem prvenstvu, torej v 17. Torej 3 leta nazaj. Koliko je to, 15? Ja, 15 let. Ja. Si bila 40 kg težka. Meni je v bistvu po Evropskem prvenstvu, jaz sem imela že prej tako malo, ampak sem bila ok, to je sama, tako skrbim, kao zdrava prehrana pa to. Po se mi je pa po Evropskem tako vse se mi je sesul, pa nova šola je bila nekako, sem šla v gimnazijo in se mi je po moje malo nabralo vsega skupaj in mi je šlo sam še dol. A bi ti zdaj meni kot laiku rekla, da mogoče k tem prispeva tudi balast na socialnih medijih, da te, ne vem, pripravijo sploh na to miselnost, da ti sebe vidiš kot debelo, ali je to kar zaradi športa mogoče, ali zaradi česa? Kako misliš, da to pride sploh v tvojo glavo? Jaz bi rekla, da je več dejavnikov. Eni so definitivno socialna omrežja v smislu, da se poudarja ideale. Pol bi pač definitivno rekla šport. Se mi zdi, da pa to, da se pa poudarja, da športnik pa ne sme jesti, ne vem, čipsa pa pa tretja, ne. In da mora pa paziti na prehrano, da je zdrava, a ne. In druga je pa mogoče tudi to, da je nekaj na tebi, ne. Jaz sem ful tako nesamozavestna. Še zdaj ali? Zdaj sem boljša. Ja, ker ne zgleda, tako bom rekel. Okay. Prej sem bila ful nesamozavestna, ful sem se sekirala, kaj si drugi mislijo. In sem hotela biti v njihovih očeh tako vedno popolna. In potem se je nekako začelo, da sem se jaz ful začela obremenjevati. In potem se je to nekako razvilo, da lahko, pač da v življenju ne moreš ničesar drugega nadzorovati, kakor pa sama, recimo hrano lahko nadzoruješ v 100%. Ne? Ko to najbrž se ne zgodi čez noč, ne, da ti prideš v to stanje. Mogoče preden se zaveš, se ti sploh ne kapiraš, da si tam, ampak a si to ti sama pri sebi opazila, ali si se ti mogla komu zaupati, ali kako si ti pol to prebrodila, oziroma kdaj si, na primer, zvedla, da je to res ta bolezen, kdo je opazil, kako se pogovoriš s tem, kako se soočaš s tem? Ja, kakor sem že prej imela, jaz sem imela že prej tako težave s hrano, ampak nikoli nisem bila pač, da je to bolezen. Pol pa dejansko, na začetku se sploh nisem zavedala, ampak jaz sem imela vedno manjše obroke kosila, včasih pol sem spustila, ne, pač ful sem skrivala pred starši predvsem. In tako sem pač prišla pol na ful nizko težo, ne, in so moji doma rekli, da to ne gre več naprej, ne. In smo se na začetku smo se skregali. Velikrat smo se skregali. Tudi občutljiva si bila najbrž, ne? Ja. Velikrat smo se skregali, ker sem pač jaz zatrjevala, da oziroma vedno sem rekla, ok, sej bom se popravila, ampak nikoli tako pač se nisi mogla, ne, in se je poslabšala. Tako da dejansko smo pa pol enkrat smo šli k moji osebni zdravnici, ona nam je dala napotnico za, mislim, da je pedopsihiatrinja v Ljubljani, in zdaj v bistvu dejansko od takrat do zdaj še vedno hodim. Še zdaj, še zmer? Ja. Zdaj sicer tako manj redni obiski, takrat so bili pa na 10 dni. Na 10 dni? Ja. Ampak to ti je pa pol pomagalo v kakšnem smislu? Prvič v to, da sem se jaz, prvič zaradi tega, da smo nadzorovali težo, da so moji starši bili nekako usmerjeni v to, koliko moram česa pojesti pa to. Pa da sem jaz s pogovori nekako znala dobiti informacije, kako se ravnati, ko recimo pride do teh misli, a ne negativnih. Pa da so me oni potem, da sem se jaz njim zaupala, da so mi oni pač povedali, recimo pač v vsakem primeru, da to ni res. Tako da s pogovorom v bistvu sem pol to začela reševati. In pol postopoma začela tudi malo bolj hrano jesti. In ti vmes ni dišal, na primer, vrhunski piščanci s pečice s krompirjem, si rekla, ne, kako si to začela počasi vase dajati? V bistvu, mi smo imeli en tak poseben proces, ki se mu reče all-in. Ja. To pomeni, da ti starši, da ti nimaš sploh komande, kaj bi jedel. V bistvu pač se sedeš za mizo, starši ti rečejo, lej, to pa to boš jedla. In jaz sem bila pa vsem, mogoče, kar je razlika v drugih primerov, sem bila bolj zavestna in sem se odločila v to pač, da se hočem pozdraviti
in sem bila kljub temu, da mi je bilo težko, sem bila ok, moram pojesti. Prav. Ampak ja, pač veliko joka pa vsega je bilo vključen, tako da ni bilo lahko. Hvala, ker si zaupala to, ker ni po moje lahka tema za predelati. Ne? Kaj bi pa sporočila nekim deklinam, ki pa to gledajo, pa so v taki situaciji, ki si bila ti nekaj let nazaj? Ja, jaz bi prvo rekla, da se ne zaupajo bližnji osebi, da ne zaznajo svoj problem, ker itak je tako, da zdravljenje ne bo trajalo tukaj 1 let, ampak dejansko trajalo, ne vem, več let, zaradi tega, ker tudi, ko si ti enkrat na zdravi teži, imaš ti še vedno težave z mislimi, a ne? Tako da bi rekla pač ja, da ne vztrajajo, da se ne zaupajo, pogovarjajo, pa pač da je življenje veliko lepše, če lahko normalno ješ. Bi si predstavljal. Ja. Tako da, evo, ful hvala za tole. Zdaj pa greva kar malo še naprej. Ok. Right, in začeli so se hudi rezultati. Če pogledaš dale nazaj, kje rezultat je tvoj, ki ti je prvi, ki ti je bil hud, pa ti je res v lepem spominu in pol naprej? Ta prvi mi je definitivno, bom rekla tako, prvo mi je 8. mesto na Evropskem prvenstvu, ker sem prvo Evropsko prvenstvo. Takrat se je tako začelo, da sem jaz videla, sej dejansko mi gre. Pol pa naslednje let sem bila pa jaz evropska prvakinja v kategoriji U17 prvo leto, ker mi imamo ločeno tle po letih. Pol sem bila pa U17, zadnje leto sem bila isto evropska prvakinja in pa tretja na olimpijadi mladih v Mariboru. V Mariboru, ja. Tako da to sem bila tudi. To mi je bilo pa tudi ful, tako sem bila ponosna na vse, ker to je bilo pa tisto leto, ker sem jaz prišla po bolezni nazaj spet tekmovati. Zdaj letos sem pa pol postala evropska prvakinja v kratkem krosu, pa v olimpijskem krosu, pa itak tretja na svetovnem prvenstvu v Andori. Bravo. To so hudi dosežki. In klej ne moram mimo dejstva, da te ne bi vprašal, enkrat na tej tvoji športni poti se človek usede pa reče, ok, dejansko je neki, gremo slediti najbrž zmagi na svetovnem pokalu v eliti, ne? Ja. Pol en premik se mora zgoditi. Kje je bila to prelomna točka, da ste se usedli pa rekli, nekaj imamo klele? Prva zmaga evropska. Prva evropska zmaga? Ja. Takrat si rekla, dajmo probati. Ja. In kaj to za sabo potegne? Veliko prostega časa, veliko vloženega denarja, truda, pač ja, odrekanja. Veliko stvari. Predem, da žuraš ne odzuni zdaj. Imaš ene svoje, najbrž te kolegi, ki so te ne mika, da grejo kam, to imaš ti svoj fokus. Ja, to pa recimo jaz tudi sem na športni gimnaziji, ki vsak ima svoj šport. Tako da, a so vsi dost? Ja, to mi je ful všečno, da dejansko se lahko tudi veliko pogovarjaš o tem, ker imaš neko skupno točko. In je tudi polja težji nekako usklajevati vse stvari. Ampak ja, bi se dala, ampak moram reči, da ko prideš po celemu dnevu domov, šola, trening, se ti nekako ne da. Ja. Ne vem, kako je to. Slišijo se kakšne govorice, v downhillu je drugač vse sproščeno, v enduru, recimo, da tudi sproščeno. Kako imate pa sovrstnice kaj v vašem športu? A je to mogoče kaj backstabbinga, se pravi nož v hrbet, a so to kakšne grde polena pod noge, a se grdo gledate ali je vse kul? Mi v gorskem kolesarstvu smo kar v klanih. A ste v klanih? Ja. Zdaj jaz pa Meta Tancik, mi da sva si res dobri prijateljci. To sta letos začela še bolj nekako, ne? Ja, letos smo šli skupaj na Gran Canaria, tako da sva se res povezale. Top. Tako da dejansko z njo sem da sva, ne vem, v kontaktu na dnevni bazi. Drugače pa pol še tako s parimi fanti. S puncami pa jaz pol z ostalimi nisem. Je tenzija? Ja, mislim, mlajše so, to je prvo. Drugič pa, ne da bi bila,
ne vem, ni nekako tako. Zavistna ali pa neprivoščljiva ali pa... Pa ne, drugače to ne bi rekla, no. Okej. Ampak tako, ni neke skupne točke. Razumem. Tako, In pol se distanciraš. Ja, drugače so ful tako, da ti pridejo čestitati pa to. Vse to. Ampak tako, no, ni mi nekako, trenutno mi ni, no. Pa to opisujeva zdaj domačo sceno ali imaš si imela tudi občutek na evropskih prvenstvih pa na svetovnih prvenstvih, Ne. da je to isto? Drugač, letos Ja. na svetovno-evropskem je bilo tako dobro vzdušje med tekmovalci, tekmovalkami. Tako, bilo je spoštovanje, ful je bilo tako, da si se veselil za drugega. Tako drugač, ker ne vem, tle na slovenski sceni se mi zdi, da je ful zavisti. To je naš nacionalni šport, ne? In tudi zdi se mi, da smo pol mi kot tako družina, zaradi tega, ker imamo drugačen način, da smo tako malo Drugač sprejeti. odstranjeni. Ja, da sem pol kar pretrenirana pa skozi. No. Za dobrim konjem se preši. Ja. Je tako nekako, ne? Ja. Jaz pravim, da to sploh se ne smeš, ti ne škoduješ nobenemu, ti si kle z nekim jasnim ciljem in brigate. Vsak dober ima hejterja, a ni? Ja. Tako da the best. In če greva pogledat, kje se ti vidiš pol čez 5 ali pa 10 let, mogoče je to preveč 5 let. Jaz bi drugače rekla, da se vidim čez 4 leta, mislim, da na olimpijskih. Bravo, ok. Los Angeles, ja. Ja. Drugače pa dejansko stati na podijumih svetovnih pokalov. In to je dejansko kar realen cilj za enkrat, ko le zgleda, ne? Ja. Ne moram pa meni z tega še, da naprimer naša kraljica olimpijskega sporta je bila Tanja Žakala, ne? Ja. A je še zmer? Ali živita se greve gor, ali že ti plezaš? Jaz drugače priznam, ne spremljam to cross countryja, spremljam, ful mi je bilo všeč, da sta se z Meto povezali, spremljal sem te tvoje zmage po Španiji letos, ki je bilo čisto hudo, vsakič je bila ena novica, dominirala, a ne. Tako da mi je hudo, dejansko te potegne neka taka euforija, kot Roglič, Pogačar, in gledaš. Ene parkrat sem vmes pogledal tudi te rezultate. A je možen, da sem jaz videl, da si ti dejansko postavila krog hitrejši kot Tanja Žakal, na primer? Ja. Jaz sem v Ljubljani na kratkem krosu zmagala. Pa štartali smo, mislim, da 2 sekund za elit. In si zmagala? Ja. Kakšen je to občutek? Je dober, ne? Dober, a ne? Ja. Ampak še vseeno dosežke, ki jih je Tanja dosegla, ne moramo zdaj zanemariti. Ja, itak, ja. Še vedno pa je pa hudo, da si ti kot ena svetla točka za naprej. Kako pa Viti, kaj gre? Jaz bi tako rekla. Zdaj rezultatsko na svetovnih pokalih pa to ni nekih vidnih uvrstitev zaenkrat. Ampak vseeno pač vidim, da se Vita ful vlaga in si ful želi, to vidim, ne. Se mi zdi, da res daje vse na to, da bi pa enkrat ratali in tudi poroščen, da dobi kakšen viden rezultat. Tako da, ampak ja, to, ki je šel naprej, sam način dirkanja na svetovnih pokalih, ki prihajajo mlajše generacije gor in je ful bolj napadalno. In se mi zdi, da tudi te starejše tekmovalke imajo ful problem sploh slediti, ja. In je ful je bolj ostro ratalo vse. Ne, pa tudi proge imate drugače brutalne. Ja. Kako se ti pol soočaš s tem, kad ti si rekla, se pravi, rada greš na gor, kad pa prije spusta, si mogoče na svetovni pokal, kad priješ, ki je res proga, jaz bi rekel, da eni deli so brutalni lahko, Ja. A imaš kaj strahu? Ja. Recimo, jaz sem letos gledala tekmo pač prek televizije Kranj Spontana v Švici. Okay. Tista proga mi je bila tako, če bom jaz to uspela naslednje let. Ne, res mi je bila, pa še mokro so imeli blatno. In mislim, da so se tudi pritožili eni tekmovalci. Da je prenaporno. Ja, naporno. A je to slučajno so bili to eni odseki, ki sem gledal eno kompilacijo, ko so sam padali na dropu, na glavo dol, to je bilo to. Ful je bilo. In so se Hudo. in so se pritoževali, da je pač preveč. In zdaj naslednja letka imamo tam svetovno
bo spremenjena proga. A bo? Tega. Ja. Bo malo umilila zadevo. Ja. To si se kar oddahala. Ja, to sem se oddahala. Drugač pa jaz imam to prednost, jaz ful vidim dobre linije, smooth linije, tako jih vidim nekako, ko pridem. In dejansko jaz prvič, ko grem krog, isto pelem, kot zadnjič, ko vse naštudiram, ker mi je una najboljša. Na začetku? Ja. To ti je pa zihar pandur, da. Ja. Ne, jaz sem full fan Pandurja, mi smo skrb dirkala in on je pol naredil res preskok, ampak je hud analitik, ve v vzmetenju, ve v tehniki, je hud. Sej prav, na treningih je vse ve, tako da mi je full pomagal. Letos, jaz najbolj imam strah je pred skoki. Vse ostalo full naštudiram, skoki so mi pa tako, ne vem, tist. Kako te bo vrdel pa to? Pa ja. Pa veš, kaj si jaz predstavljam, zdaj jaz to govorim čist kot laik. Ja. Pač se nekaj izkušen imam, ampak še vse ful je drugač, ko jaz delam kle presep in delam ene kroge, greš s pulzom na gor, pa je treba pa še s pulzom na dol voziti. In zdaj, jaz imam kle neke par tehničnih delov, ki niso neki, ampak jih hočem podeti, ampak s pulzom podeti, to čist drugače, sploh ene par, četrt krog, ki je že malo čigumjast. In kapovam dol, pa zdaj imate vsaj potopne sedežne opore, ne? To, kar pomaga, ko včasih, ko so vozili ta visoko in je bilo kar... To že doživela te cajt, ali ne? Jaz sem vozila 2 leti brezpotopne. Ne, ok, več, tako 3 leta brezpotopne. Potem sem šla na potopno in enkrat mi ni delala po dlje časa. Jaz sem mislila, da se ne znam voziti. Je čist drugače. Jaz sem bila, kada en dan vozim kolo. Ja, tako da hvala Bogu za ta izum, da je reč. Ja. Ej, vse si že rekla, da ful dobre linije prebereš, ampak če pa še vsem vprašam, kaj misliš, da je tvoja največja prednost pred ostalimi tekmovalki? Drugače ni to, kar sem prej rekla, da jaz imam ful dobro sposobnost, da ko sem zmatrana, pelem lahko ful hitro navzdol. Ful ne delam napak. Ker recimo na treningih, ko ostali niso zmatrani, vozimo tako enakovredno ali pa so celo oni malo hitrejši. Po prije pa tekma, sem pa jaz ful hitrejša navzdol od njih. Konstantno se prav. Ful imam tudi tako, nimam toliko tehničnih okvar pa samih pacov, kot recimo pri ostalih lahko vidimo, da je skozi neki alpacije ali okvare. Če bi si lahko sestavila sanjsko progo, kaj bi imela? Jaz bi rekla veliko klanca, tehničnega, pa tehnični spusti z skalami. To ti paše? Ja. Zanimivo osebek, se ti je hudo. Ne, se to je drugače hudo, da si to sprejela, ker drugače na svetovni sceni, po moje, da nimaš kaj praskata, ne? Kaj pa spet laično, pa ti, ko gledaš, pa si v tem športu, pa tudi jaz sem analiziral naše fante, kle v Sloveniji se pelje dobro, ko pride se pravi v tujino, kaj je največji preskok, zakaj nimamo še enega v eliti, ali pa pri moških pa kle, kaj nas loči do, ker Naglič se mi zdi pripravljeno nenormalno, pa pride na svetovni pokal, pa ga ni, naprimer naše so kar odstopile, kje je ta preskok, no? Če čisto v resnici povem, bi rekla to, da se udeležujejo tekem, ki konkurenčno niso močne. Aha. Ker mi že 2 leti ne hodimo več na Hrvaško na tekme. Ker dejansko, zakaj bi Zehaš? Ja, zakaj bi šla jaz na tekmo, da dam 10 minut na meni. Mi smo dejansko letos zbrali, mislim, da so bile vse tekme junior serije, torej serije, ki imajo najmočnejšo konkurenco in smo bile dejansko na vseh tekmah prvi 4 najboljše, ki so tudi zdaj na lestvici, ok, če odšteješ Američanke, Kanada. Tako da jaz bi rekla, da prvo to, da zbirajo čisto napačne tekme in pol tudi dajo ljudem napačno predstavo, kje so. Ker pol pa vidimo na svetovnih pokalih, ali je skozi neka okvara, ali je minus krog, ali je 10 minut. Slabo počutje. Slabo počutje, izgovori. In ja, pač konkurenca pri fantih je pa... Brutalna. Ja, to je pa... Mi smo bili letos v Novem mestu, na Morave. Pač vem, jaz sem bil na svetovnem prvenstvu v Ležeju. Ja. Pa kaj spet Nino Šurter 10 zma. Ja. Kako to grejo? To je nenormalno. Recimo letos na svetovnem prvenstvu v Andori. Fantje so še v zadnji krog, na ta najstrmejši klanc, toliko skakali, da bi bil prvi krog. To meni nerealno. Ja, to...
spet tako odgovori, ali ne misliš, da je kaj dopinga tudi tam, ali ne? A je clean šport? Jaz mislim, da je clean šport. Clean šport? Ja. A bi ti poskušali alternativo, če bi, naprimer, Lance je rekel v intervjuju, da avtomatsko, če je hotel slediti ta boljšim, je bilo to the only way takrat. A bi te kdaj premamili kaj takega, da bi bil želja po rezultatu toliko močna, da bi šla čez neko to mejo goljufanja? Mislim, po moje ne. Mene je skozi ta občutek, mislim, ne vem, zakaj bi se dopingiral, ker kaj, če pol zmagaš, ampak nimaš pol skozi sunih mislil zadnjih, zdaj sem pa zmagal sam zaradi tega, ker sem se zdopingiral. Nisem zmagal zaradi tega, ker sem toliko treniral. Ne spiš mirno, ne? Ja, pa še pol si skozi suno, kaj, če me bojo odkrili. Ker itak se mi zdi, da je zdaj toliko vse napredovalo, da te slej ko prej odkrijejo. To imaš prav. Kameli smo žene naše. Ja. Ne? Ja. Tako pač je. Jaz sem zdaj prišla v doping kontrolo, sem v tem programu in so bili lih en mesec nazaj ob 6 tisoč. Ampak prije nenapovedano? Nenapovedano, ja. Iz kje pa pride? To Slovenci pride? Ja, je Slovenci. Aha, potrka na vrata in dober dan. Ja. Ampak se nimaš kaj bati, ne? Ne. No, vidiš. Ok, deva še dotakniti se še mačka nazaj. Ko ste se z družino odločili, gremo all in. A mi lahko ti poveš, kaj to zdaj vse potegne za sabo, pa mogoče deva bolj v smislu financ, podpore, kaj treba biti pozoren, kako se pol orientira za naprej? Ja, to pomeni, da je finančno dejansko vse na plečih staršev pa kluba. Mi smo letos za sezono strož z kolesom in vse, kolesarsko opremo, je bila vredna 47 tisoč evrov. 47 tisoč evrov. Brez kolesa, ki nam ga izrihtu Tine iz Rajda, je bila okoli 23 tisoč evrov. 23 tisoč evrov. Tako da... Brez kolesa pa najbrž kakšnih komponent pa vsega tega, ne? Tako da v bistvu moj oči je sestavil cel plan sezone, koliko bo kaj stalo, priprave, fizioterapije, vse. Ja. Tako da dejansko je pol na koncu čist zadev. Je bilo vse pravilno. Ja. Ampak je bilo pa veliko, mislim, tle se lahko ful zahvalim Rajdu. Brez njih dejansko ne bi šlo. Res ful so pomagali Tine. Je pa le stari prekaljeni maček te scene, ali? Ja. Ful so nam šli na roko tako finančno kot oprema in vse. Ja, moj oči recimo lahko povem, da je vzel kredit. Je prišlo do te točke, da ima kredit vzeti? Mislim, da je bilo okoli 7 tisoč. Respekt, fotor. Pa še letos sem bila na razpisu mladih upov, to je bilo lani. Triglav? Ja, tako da sem bila izbrana, tako da smo pol v bistvu dobili še istem, mislim, da okoli 4 tisoč. Se pravi, praskate po vseh koncih, kjer se da. In predvidevam kaj, če bi mogla oceniti, premožna familija, ste čisto normalno? Ja, čisto normalna familija. Se pravi, še je upanje tudi za nekoga izmed vas, ki gledate, če mogoče niste lih na high-end seznamu. Ko greš na te tekme, spiš kemper, šotor ali še hotel? Kako ste kle? Kako kle greste skozi? Spimo v apartma hotel, največkrat. Kemperja, avtodoma nimamo. Smo bili pa lani na zadnji tekmi v Avstriji, Kopel. Je ful država, smo spali v šotoru. V šotoru? Ja, edini tam sred travnika. Se pravi, na tem nivoju si tudi šotor izkusila, ampak bi rekla, da se mogoče spanje v šotoru pa kaj pozna na performansu, kot če si v apartmaju? Pa ne vem, tako pol naslednja dan bi šlo drugače v redu, a ne? To je lažno. Ampak, ja, itak ne bi zdaj pred svetovnim spala v šotoru. Ja. A ja, pa letos na pripravah v Livinju smo 2 tedna spali v šotoru. 2 tedna v šotoru? Ja. Ampak najbrž je bil kakšen kemp urejen, da se lahko stožiraš? Ja. To pa je bilo, ne? To je bilo, ampak ja, definitivno drugače zberemo. Ja. Se razume. Ja. Kdo ti je vzornik? Rekla bi Francozinja Pauline Franprevot. Tudi zaradi zgodbe, ki jo ima. Ona je imela tudi težave, pa mislim, da je bila tudi nekaj časa ni tekmovala po olimpijski sezoni, pa da je zdaj zmagala, sem bila ful vesela. Potem mi pa še 2 ljubi, to je pa Jenny Risvrc, pa Ivy Richard.
zakaj sta ti pa še te dve? Okay. Ja, obe imata neko zgodbo, a ne? Ivi je isto imela, obe sta imela težave z anoreksijo. Ful mi je všeč, ko obe dve govorita, dajeta neko upanje, pogled v to. Jenny mi je ful tudi, ona je imela ful tudi težave z depresijo pa to. Je tudi ni tekmovala in se je pol vrnila na tako, na next level. In je zdaj tako, kadaj intervjuje pa to se vidi tako druga oseba, da je ful zrela. Hudo. Ivi mi je pa všeč, ja, tudi zaradi zgodbe, pa tako njen način vožnje je ful napadalen. Tako. In ko moraš oceniti en stal, kjer stal ti je najljubši od koga, kjer ga najbolje pogledaš, ko voz? Drugače Paulina. Paulina? Ja. Res je dobro, moram reči. Ja. Sem isto spremljal, pa takrat je bila na francoskih tleh, pa še takrat francoski tleh, Ja. bo bila hudo. Ej, se pravi, stroški so, dajva reči, hudi. Letošnjo sezono sta z očetom pa z družino speljala res na, dajva reči, kar vrhunski ravni. Jaz verjamem, da je bilo ponudb kar nekaj za novo sezono in tudi najnovejša novica je, da si prestopila v nov tim. Kaj zdaj to zate pomeni, kaj z rajdom, v kjer tim greš, povej nam kaj več. Ja, grem v nov klub, Cube, ampak rajd v bistvu še vedno ostaja del mene. Top. Ne sicer, da bom imela dres pa to, ampak smo v bistvu, bom imela na rokavčku, levem, znak od Visit Ljubljana. Smo rekli, da bomo v bistvu pol tako nekako še povezani z rajdom. Top. In pa na enem rokavu bom imela pa Lelosi, ker smo pa zdaj lih pred kratkim podpisali pogodbo za 4 leta do olimpijskih. A so to ti pajkice tudi? Ja. A so? Te pajkice. Tako da, ja, bom imela pa to, da imam še nekaj svojega, no, nekaj domačega. Ja. Bravo. A so kaj komplicirali Nemci pri tem? Ne, nič. Rekli so, da nam lahko 2 svoja, če želim. Top. Tako da smo se mi pa odločili za Visit Ljubljana pa za Lelosi. Smart. Ja. Ej, in kaj so pa zdaj te, bom rekel, bombončki tacega tima na nekem factory programu? Ja, definitivno, da ti krijejo vse stroške, torej stroške prenočiš na tekmi, priprav, kolo dobiš, 3 kolesa dobiš, torej tekmovalno, trening kolo pa specialko, priprave imamo. Kdaj pa imate zdaj priprave? Mogli bi imeti januarja na Kalpah, ampak smo mi že rezervirali letos Malorko, pa smo rekli, gremo letos še na Malorko, pa gremo pol drug let z njimi. Tako da, ja, ampak tako, ko prideš tako čist na drugem nivoju, je profesionalna slikanja, intervjuji, ogled, tovarne, tako čist drugače. Dobra, ne? Scena, ki se enkrat hoteli smetanci. Ej, se pravi, domači bojo malo zadihali finančno. Ja. Fotor si lahko Ferrarija prvošel. Ja. The best. Ej, rekla si, da si dobila 3 nove bajke, en tekmovalen, en za trening bajk plus specialka. Predvidevam, da so vsi z top opremo. A ga greva zdaj kar pogledat? Ok, gremo. Okay. Se pravi, povej mi kot elitna športnica, kaj si ti zelo pikolovska pri nastaviti kolesa? No, vse. Vse? Jaz sem to kratala skozi letos. Jaz ful opazim, če mi kaj ne štima. Ja. Sicer nisem recimo na tekmi, če bi mi zdaj menjalnik ne bi telo, da ne bi šla do konca. Okay. Ampak če sem na treningu, pa vse povem. Ful mi je pomembno, da imam ročke v redu, mislim, nastavljene, ne, to. Aha, te? Ja. Da ti klikneš? Ja. Okay. Pomembno mi je, da so bremze mehkejše. Ja, ker to vidim, da so ful, jaz naprimer ne bi mogel tega voziti. Ja, jaz ful ne moram, ful sovražam občutek, ko mi zamenjajo pakne in pol kar ne moram stisniti in mi je ful čuden in imam raje, da so mehkejše. Koliko se s tem obremenjuješ? Koliko te, naprimer, bi lahko taka stvar spravila iz tirnic, če bi, naprimer, pred finalno vožnjo neki ne bi tako delali, kot ti hotela? Pa da se ti že mudi na štart? Pač to bi rekla, grem. Bi rekla, grem. Ja, nisem cel let dela za to pejt. Okay. Pa odvoz. Koliko te gre kaj najetra? Je tudi mogoče taka znanstvena fantastika glede na nastavitev vzmetenja, kot pri downhillu, ali ne?
Pa ne mislim, da je samo na težo odvisno. Na težo odvisno in to je ja, to. Nastavite tako in potem. A ful spreminjaš ustavitev vzmetenja ali furaš cel let načeloma to, kar Cel ste let na navajeni? istem. Ja? Ja, ja. Ok. Gume, ki je specifika. Te so debelejše, kot na prejšnjem kolesu. Kje opaziš razliko? Klanc. Ne. Pa je ne mislim tako, edina vzdolj malo bolj. Je bolj stabilen kolo, bolj safe. Ja. Na speedu pa ne, ko včasih je bil nek mit, širša guma je bolj počasna. Ja, to sem tudi jaz mislila. Ampak pol sem šla zdaj to, pa mi je čisto redo. Ej, ful je lahek, za polno zmetenega pa 29 solar. Ja. Kaj veš, koliko ima kil? Krog 9. Ja? Ja. Katera komponenta na tem tvojem novem žrebcu ti je najljubša? Potopna. Potopna, sedež. A res? Zakaj? Ker veš potopno dol, je največ... svet. Ja, to je čisto drugače. Ok. Ej, kaj ti je bilo še kaj pomemben? Tukaj vidim, da imaš karbonske obročnike, vidim, da si cela v X-Ter Shimano, kot tukaj se pa reče, da je pa punca vstopila zdaj v premium sveta, ne? Ja, recimo razlika od treka, Ja. da nimam na baterijo menjalnik. Aha, ta je je na zajlo, ok. Kar mi je mogoče boljš, ker pol nimaš unih skrbi, če ni nafilan. Pač sedaš vsak dan filat, ampak Sem imela kdaj kakšno skrb, da bi ti nekdo udaril v Bluetooth, pa ti nastavil menjalnik vmes? To pa ne. to pa nisem pomislila. To je hudo, ok, klej nisi na elektronki, teža najbrž se ne pozna. Kaj je še največja sprememba od prejšnjega bajka na ta? Na Ne hitro. bi rekla, ne vem. Ja, A ti oče servisira kolo? Ja. Ja, tudi na Ja. tekmah je on. ja letos mi je vse on. In tudi za naslednji let bo, a boš imela mehanika svojega pol? Mislim, da so pri ekipi mehaniki. Tako A da, boš to težko sprejela nekoga, da se dotika tvojega bajka, kar naprimer veš, da sta z začetem usklajena? pa jaz bom tako rekla, ne. Dokler ne bo prišlo do kakšnih napak, ne, bo v redu. Ampak itak je že moj oči že poudaril, da bo vsakič pol še enkrat pregledal kolo. Všeč mi je, Ja. da se ne data, da odvlekla svojo špuro. Ej, v glavnem, bajk je fantastičen, moram reči. Res lahek me je presenetil in tudi barve so mi take lepe. Ja, ful so lepe. A ne? A boste imeli 3 drese tudi v takih barvah? Ja, ali? mislim, da. Ja? Mislim, da. Ja, hudono, prvoščen tega. Ne traja. Ja, hvala. Factory team, semi-factory team. A imaš ti kakšne skrižučne? A so ti postavili kakšne pogoje, kva moraš dosegati? Ali so na tem kaj bolj agresivni? Pogojev ni bilo, Okay. oziroma edini, da dosežeš svoje cilje, ki si jih ti zadaš. Zelo lepo. Tako da ja. Zato smo pol tudi nekako zbrali. Da ni že zdaj teh pritiskov. Sem pa ja, živčna v smislu to, da upravičam tako svoje ime. Zakaj sem tukaj? No? Bravo. To je zrelo razmišljanje. Ej, kaj pa ti, Mejti? A si jih že spoznala? Ja, sem ja. A si jih že odprej poznala ali na novo to Ne, na poznala? novo. Na novo. Prvi občutki. V redu, sicer smo se bolj malo pogovarjali, ampak to Ja. trije fantje so. Aha, ok. Trije fantje plus ena punca, ampak ta punca je v 15. Tako da ona bo posebej. Ja, razumem. Ja. Tako da en fant je iz Švice, dva sta pa iz Nizozemske. Vsi so bili ful dobri, en let so mlajši, vsi so bili ful dobri na letošnjem evropskem prvenstvu. Tako da sem jih dejansko zdaj prvič videla, ampak tako delujejo zelo zreli. The best. Ja. Ej, tvoji plani za sezono 2025, kakšne so želje? Moje želje so ubranitev evropskega naslova v obeh disciplinah. Zdaj za svetovno ne. Moraš manifestirati, tako da kar Ja. užgi. Prvo mesto. Prvo mesto, Ja. greš po zlato. Ja. Pravilno. Ej, koliko dirk te čaka letos? Mislim, v naslednji sezoni. Velik, začnem s Španijo, tako kot letos. Tako da 2 dirki v Španiji, junior serije, ki ste zelo močni. Pol pa dejansko čez celo leto, s tem, da je letos evropsko junija. Svetovno je pa šele sredina septembra. Tako da bo kar dolga sezona. To je tudi mogoče malo zapleten temperat to Ja. tvojo formo, a ne? Ja. Ampak jaz sem recimo že letos imela po evropskem 2 tedna frej,
pa smo pol počasi stopnjevali. Ker poznam ene, ki nimajo nič prej, pač kaj skozi. To pa tudi nikoli, ne? Ne, Sprekurjen. to pol ne dosežeš v njih. Nisi svež. Razumem. Ej, še tole, kaj pa poškodbe, kaj pri tebi? Imaš kakšne? Ali si... Nimam. Voza smart, se pravi, pa dobro si pripravljena. Ja. Naj tako tudi ostane. Ja. Ja, te je žal 3. mesta, da nisi bila prva ali ne? A si pozabila? Ne, ker mi je tako, dala sem si cilj 5. Ja? A, na top 5 na svetovno? Ja, in sem tako prvo svetovno, da grem brez. Imela sem številko 1, Ja. in sem bila fulno. Ja, ker so me tam poklicali na prvo gor, sem bila tako, ok. Ja. In je bil tako dejansko najtežji tekem mojega življenja. To je bil tak štart, da sem bila jaz samo tako, če mi jaz to zdržala, ne vem, če bom. In sem že prvi krog sem bila ni šans, da sem jaz med 10. Po prvem krogu si si to rekla v Ja, glavi? jaz sem bila prvi krog, drugi klanc sem bila mrtva. Ampak sem se pol ful regenerirala, tako da so po mojem sunu malo zagnale. In so pol skozi vozile drug, tretji mest, z eno Kanadčanko. Na koncu se mi je lih zadnji krog malo odpeljala, da nisem mogla ujeti. Sem bila tretja in sem bila ful vesela. Mene je v cilju me je nos pekel. Nos te je pekel. Zaradi prahu ali zaradi... Pač dihanje, to, ki je bilo vse, pljuča so me bolela, jaz sem bila mrtva na Ej, cilju. klele, ki še ostane, Ja. moram te vprašati Ja. takole, a se raj peleš, da nabereš toliko prednosti, da pa samo svoj tempo voziš, ali ti gre ful, tako, ko imaš nekoga od zadaj? Jaz si predstavljam, ko vsak klanc pa se je kar ne znebiš, pa Ja. probaš, pa se je kar ne znebiš. To je kar mental game, a ne? Ja. Meni je boljš, da sem v spredi, pa da imam prednost, ker imam da zaupanje vase, da bi zdržala to prednost. Okay. Ful mi je bilo pa, letos sem pa jaz prvo tekmo, torej svetovno, da sem vozila celo tekmo z eno. Jaz sem se drugače skozi odpeljala naprej. Ja. Letos sem pa prvič, torej 3 kroge sem bila skozi njo in ona je skozi ustajala, pa jaz sem šla naprej, pa ona je šla naprej. Meni je bilo to obupno. Je, ne? Ja. Ampak ne popustiš pol. Ne. In prav spomnim se Tineta, ki je prišel v Andoro, on je cel klanc gor, tekel se drl, ajde pejt, zdaj jaz sem tako, ne morem. Ampak sem ajde grem in sem držala in sem bila pol, ja, ful vesela, da je bil tam, da je navil, da so bili starši tam, da je ratala. Hudo, ali še nekaj mi povej. Ja. Spet meni, ki ne spremljam toliko. Kaj je zdaj ta kratki kros, pa kaj je olimpijski kros in zakaj je sploh do tega prišlo? Kratki kros je 20 minut. Ja? Je krajši krog, več krogov, pa ni tehnično. Okay. Olimpijski kros je pa tako, krog približno, ne vem, 4 km. Ne vem, letos zdaj smo imeli, mislim, da je bilo koliko, a je bilo 200 višincev, ne koliko? 180. 160. A ni bilo več? 160, Je samo koliko bilo na svetovnem? 160, mislim. Nižno, da je bilo ful več. Ne bi smelo biti po pravilniku. No, gledam, okrog 180 višincev. Ja? Tehnični spusti, tehnični klanci. Pa moja kategorija voz 1 uro. 1 uro. Ja. Tako da... A nimate pa drugače, v kateri disciplini med teh dveh imate pa, da imate neke tehnične elemente, ki jih morate, a nimate en poligon tehnike, ki se še upošteva, nekdo mora biti dober še na tehniki, na nekem, ne vem, peljanju med ovirami, ne vem kaj, balansiranju, pa ga pa naprej spet tekmovati. Kako je to? Ne, To ni bilo? To je drugače tako, v Sloveniji imajo za ta slojkska pokal. Aha, samo ko se nam so dali to. Ja. Pa Avstrija ima, Ja? ampak Avstrija ima, jaz sem bila v Štategu, 2 leti nazaj, Ja? to je pa tako, ful težko, ful težji. Pri nas je poligon, ki ga narediš z zaprtimi očmi. Pač, tam je pa ki sem sam gledala, če bojo to tam mali izvozili, še jaz nisem Se zvozila. to ni grozen, ti si nekje, na primer, ful dobro, v tem Ja. pa te pa lahko en takle poligon, v nič. Pač, in pol, jaz, ko sem videla poligon, meni je bilo tako, shit, jaz to v life ne bom zvozila. Tako da, pol sem bila dejansko tekmo, se spomnim, to je bilo tako, da koliko točk si imel, oziroma, kolikor napak si imel, mislim, da je bilo tako 15 sekund pribitka, oziroma da si 15 sekund v zadnji štartu. 15 sekund. In jaz sem imela na koncu, mislim, da tako 3 minute že. Una moja, ki je pa zmagala, je imela pa tako, mislim, da sam 2 napaki. Aha. In sem bila pol, mislim, da 4. Kar vedno, da se ti v bistvu na samem Ja. poligonu Ja. top, pa te pa to v nič. Okay. Ej,
Še tole, masovni štart, a se ga kaj bojiš? Ne, Ne. mislim, Pa ti najbrž itak kot sprednji štartaš. ja. Kaj pa če bi v zadnji štartala? Oziroma, kako je bilo, ko si v zadnji štartala, Ok. okay. Nekaj si enkrat si mogla? Zdaj tako, da bi na EOF-u sem Ja. štartala iz... V Mariboru to. Ja, na Mariboru sem štartala, mislim, da tako iz 4. vrste. Pa sem bila tako že v 5 minutah v spredi. Na kratkem krosu na Evropskem lani sem pa jaz imela 43. pozicijo, zato ker sem ful zafrknila kvalifikacije, sem komaj not prišla. In sem bila tako ena 7. vrsta. Pa spomnim se, da je bila Meta imela pa zadnjo številko, ker smo vedno zafrknile. Obup. In sem bila pol na koncu 3. v 20 minutah. Se pravi, si Ja. skoraj se startala. Ja. Bravo. Zdaj pa tako, zdaj gremo na vprašanje fanov. Nekaj se jih je nabral, tiste, ki sva že v bistvu zdaj omenila, ne bom povedal. Okej. Če mogoče bo kakšen tak, ki ni neprimeren, ga tudi ne bom povedal. Ampak načeloma so bili kar kulturni fantje, ker moji fani so lahko tudi malce bolj divji. Ok, Lovel Matija sprašuje, če razmišljaš, da je kaj v DH karieri, ker tam bi bila še boljša, je rekel. Ne razmišljam. Ja, pa ne, no, jaz imam ful rada gorsko klance, jaz imam rada kombinacijo gor-dol. Ja, tako da ne jo motati zdaj s temi nekimi neumestnimi, če imamo klej bodočo olimpijsko prvakinjo, ne? Ja. V cross countryju. Anže Oka, njeni top 3 traili v Sloveniji in v Auslandu. Jaz po imen ne vem od trailov. Enga buten. Ok, tako, zdaj sem se spomnila. V Avstriji, Ja. tam, ko je Bike Park Peca, Ja? kaj je živim, ko smo ga vozili? Ko je poleg flova, ko je ena tekma, ko je tak, A je psihoanaliza? A ne, a poznaš? ne, ni neki thriller. Neki. Thriller. Thriller. Thriller peleš. Ja, Pa ne s cross country bajkom. Ja, ja. ja. Thriller peleš s cross country bajkom. In to ti je dober trail. Pa tako, dober mi je za izziv. Marsikaj fant bo zdaj zelo, malo bo pogledal, če ima vse tam od spodaj. Tako da, bravo. Ej, a veš, da ta zadnja stvar, kar sem pričakoval, da boš rekla thriller. Wow, hudo. Ej, I am a ne sprašuje, a fanti so že, pa kako to vpliva na motivacijo za trening in tekme? Fanti še niso. Ja. Fokus. Ja, fokus. Mislim, pa ne. Ja, mislim, ko bo prišel pravi, a ne, pol bo že. Ampak zdaj sem še zaenkrat tako, no. Se pravi. Pa Ja. tudi fotor je kar kaliber, se pravi, ko že bo en fant, ne, bo mogel imeti ene standarde. Kire standarde pa bo mogel dosegati pri tebi, ko že enkrat bo šla v lov za kitacga? Moj prvi standard je, da se ukvarja s športom. Bravo. Torej, ni treba profesionalno, ampak tako, amatersko. Mislim, tako, da uživa v športu. To je ono, pač najbolj. Prvo, ja. Ja, prvo. Pa itak, kot sem že prej rekla, da kako se že reče. Zdaj sem pa pozabila. No, v glavnem, da se ukvarja s športom. Da se ukvarja s športom. Ja. A ki je pomemben, da je pameten. Ja, razgledan. Razgledan? Da je razgledan. A mora imeti kakšne modre oči, a mora imeti kakšne blond laske, a mora Ne, imeti... ne, ne. Tako ne, to ne. Okay. Se pravi razgledan, Ja, ukvarja s športom. ukvarja s športom. Šli v pač te moralne vrednote, ki so osnovne. Če od tega je čez dalje manj zdaj, tako da še me lahko razazbe. Ja. Težek pik. Gabriel Nosan, katero je bilo tvoje prvo kolo? Moje prvo kolo, Specialized. Specialized? Ja, ampak ne vem, kjer. Neki Čisto ne, tak. osnoven. Ja, čisto. Okay. Tanker MTB, če bi imela možnost, da bi tekmovala samo proti enemu gorskemu kolesarju, kdo bi bil to in zakaj? Zdaj, če bi se jaz postavila vlogo, da sem malo starejša, bi tekmovala s Paulino. Zato, da vidim, kje sem, plus njena vožnja mi je ful všeč, plus mi zdi, da ima dosti podoben stil, torej ona vseeno navzdol recimo ni toliko močna v primerjavi z drugimi. Ja? In bi me zanimalo, kako bi bilo navzgor. Mislim, kje bi bilo v primerjavi z njo? Hudo. Pa še najboljše. A se zdaj tudi primeraš po cajtu sta hudimi ali ne? Se, ampak so še dosti razlike.
Razumem. Ja. Kako zaslužiti za tak bajk, je zdaj že punca na nivoju, da ne rab se s tem ukvarjati, hvala Bogu. Mark, zaletel, kako se pred tekmo sprostiš? Jaz imam ritual, da se začnem ogrevati 1 uro pred. Kar je dosti neznačilno, ker moji sovrstniki se začnejo ogrevati pol ure prej. Okay. Ampak meni je to definitivno premalo. Tako da 1 uro prej, pa nujno ena dobra muska, ki ti da tempo. In ful sem rada sama pred tekmo. Ful mi gre na živce, če prijajo kar neka bedna vprašanja. A si, kjera boš? Ne, ful se rada skoncentriram, grem sama v boks, rečem si, ok, lej, pripravljena si, trenirala si, uživi. To je to. The best. IO Performance, ne vem, kaj sicer je to, je napisal Keep that energy high. So ti ki znani oni? Ne. Ne? Ok. David. Nadalina sprašuje, imaš kakšno spodbudno sporočilo za mlade kolesarje? Lamar sprašuje. Tega fanta pa spoznam. Ja, jaz sem ga tudi spoznal, fantastičen je. Ja. Kaj bi jaz rekla? Ja, kako govorim, da vztrajaš, da uživaš v tem, kar delaš, da mogoče iščeš, da si ne rečeš, da si popoln, ampak da se izpolnjuješ na področjih, ki vedno je nekaj, kar rabiš izpopolniti. Prav. Pač, da sam delaš na tisti, da boš vedno boljši. Super. Matej, 46, kako stopnjuje zahtevnost, način, program treningov z leti? Kakšen ima program prehoda k članicam? Mi stopnjujemo formo tako, da itak določimo cilje. Za letos je bilo to svetovno, pa evropsko. Ostalo je tako, nepomembno. V smislu, jaz prijam kaj pripravljena, ampak nisem pa top forma. V bistvu vse v sklopu treninga. Tako da dejansko sem jaz v top formi, vrhunc forme evropsko bilo letos, pa svetovno. Pa svetovno. Ja. Zdaj, po zim je baza, torej vzdržljivost, vmes kakšni te intenzivni treningi, pol pa v bistvu pač stopnjuješ počas gor. The best. Draga Maruša, z vprašanjem sva končala, intervju gre proti koncu, imaš še kakšno zaključno misel za tvoje, moje fane? Se drugače si pri Lamarju dobro povedala, ampak še vse. Vztrajajte. Delajte to, kar radi, pa še enkrat vztrajajte. Jaz ti želim fantastično sezono 2025, brez poškodb, naj se ta niz nadaljuje, pa da boš dosegla vse svoje cilje, pa ful hvala, da si vzela čas, da si prišla v tale moj novi majhen studio, tako da... Ja, hvala tebi. Imaš to. Bam! Vidimo. Like, share, subscribe, ejga.